Zdaj, zdaj ti mora ful nekaj povedati, vse se. In edina stvar, ki je bila na mizi, je bila Biblija. Nič, lep pozdrav, jaz sem Matjaž Horjak, izhajam iz kraja Sevnica. Kaj ne rečem o sebi? Jaz sem živel res v redu družini. Živeli smo v rimokatoliškem okolju. V cerkev sem šla 2-krat, 3-krat na leto. K verouku sem hodil, birman, obhajen, vse te stvari. Meni je tako suho vse zvenelo, no. Nič življenja, v bistvu bi rekel, no. Nič kaj takega, da bi te privleklo. Oni Kristus gor je še zmeren prbit na unem križu gor in je tam čist nemočen. In če bi mi kdo rekel, da imamo ta človek rad ali pa buh ali kaj se ne razumeš, pa bi rekel, da ta revež gor ne more pomagati nič, dobesedno. Rad sem pa vedno pomagal ljudem, no, tako da sem se vpisal v 3 srednje šole, zdravstveno, vojaško, policijsko, ampak na koncu me je nekako vedno tako ta policija, ki vedno prije na prvo na kraj, vidiš vse svašta se ti zgodi. In res 4 leta sem šel, po 14 letih sem šel, leta 1989 šel v Jugoslaviji v kadetsko šolo za miličnike. Bilo super, sem imel ful dobre kolege, 4 leta je šlo ful dobro, ampak tam te strenirajo dobesedno, da si res pač njihov delavc, tako, delavc za sistem, velike agresije in tako naprej. In se spomnim, ko so naučili tam pri samoobrambi, da moraš ubiti Boga v nekomu. Tako da, zelo zanimivo, ne, ko si imaš starejši, razmisliš, veš. In mulcu pri 18 letih dati orožje in pooblastila, da vlada nad vsem starima, veš, kako si to letiš, ti si v oblakih, veš. To, ko se ne strezneš, to je pa tam po 24 letih, veš, tam nekje začne človek malo bolj razmišljati, no. Ampak, in glih takrat, ko sem delal v Piranu, sem spoznal jaz mojo sedanjo ženo, s katero imamo 3 čudovite otroke. In sem jo spoznal na čuden način, no. Ženo sem spoznal takrat v pizzeriji, ampak takoj sva začela skupaj hoditi in živeti skupaj, ampak čez nekaj časa sem opazil, da ona ima neko težavo, dokler nisem videl v kopalnici na heroinu je bila pač, pikala se je, bodla se je z injekcijami. In mene je skoraj kap zadela, sem šel do njene mame, sem rekel, le, tvoja hčerka je narkomanka, jaz ne vem, kako bomo to delali. Naprej, kaj bo, le, treba je pomagati. In ona je rekla, joj, prvo se zjoka, veš, šok in tako naprej. Popravi, da meno kolegica, ki je malo trgana, ampak da je res ratala neka kristjanka in da je res zaživela, da je bila vedno čudna, zdaj pa res živi. Skratka, ima nek namen, ima nek smisel. Najdla je smisel, no, v tem Bogu in tako. In da to neki Jezus in ne vem kaj, karkoli, razumeš. Njej smo probali pomagati že večkrat in njena mama je probala pomagati že večkrat. Vse, kar je dobila metadon in taka debo, to so terapije, razumeš, ki te zadane še bolj kot heroin. Skratka, se spomnim, da mi je rekla žena takrat, le, Matjaž, jaz vem, da nekako nisem ustvarjena za biti narkoman starim, vem, da je nekaj več. No in skratka, takrat ni bilo še nobene komune tukaj, protestantske, krščanske. Tako da smo jo poslali k pastorju Stevu in Barbari v Ljubljano, mednarodna krščanska skupnost. Ona je živela nekaj mesecev tam pri njih, moja jih je folirala tako, še tudi od kajenja do drogirala se tam, da meni ni vedel. Dokler enkrat niso šli na neko konferenco, tam v neki konferenci se je pa dobesedno res zlomila. Res je videla svoj greh in so svinarijo. Veš, ko veš, da si grozne stvari počel. In vem, da je rekla tam, da si je 3 dni jokala, da ni mogla nehati. Vsakeč, ko nekdo rekel Jezus ali pa Bog ali pa Haleluja, torej še jokala, razumeš, tam v suho dete. In skratka, in pride ona nazaj v Ljubljano, je bila pri eni kolegici od njene mame, prav te, ki je prepeljala v cerkev, skratka. In jaz slišim, da je prišla in že dolgo nisem videl in sem poklical, da če lahko se vidimo, ja, prije. In jaz prijem tam in hočem, veš, ono francosko poljubiti, in ona meni tako ne, in mi da ljubčka na lička. In jaz, stari moj, kva dogaja tle, kaj mi delaš? Pa je rekla, dajte vse se, ker ti imam nekaj zapovedati. In sem videl, da je drugačna, veš, ne, ker ni včasih, ko sem nekaj sprašval, ampak zdaj ti mora ful nekaj povedati, vse se. In edina stvar, ki je bila na mizi, je bila Biblija in taka modra, ona velika. In pravi ona, še zdaj jo bere, in pravi ona meni, Matjaž, sem da veš, jaz sem postala kristjanka
to dete, revše, razumeš, ki je densalo tam v Gaviolju po nekaj dni, razumeš, na ekstazijo, na koki, razumeš. Kaj ti govoriš, veš? Ja, Matjaž, ne moreš verjeti, res, jaz, Bog se me dotaknil, jaz vem, da je tu, vem, da ima rad, vem, da ima namen, jaz sem najbolj srečen človek na svetu, dobesedno, kaj ne ti povem. In imam neki stvari, ki se moramo pogovoriti, pač, ker smo fant in punca in smo hodili in tako naprej, pač sem da veš, da svetopismo govori, da ni spolnih odnosov pred poroko, tako da meni se po filmu trgu, stari, pa kakšno sekto si ti se šla, stari moj, pa se bo te po polnoči, razumeš, strup spil, pa se kaj, vse, kar ti bo rekel, boš verjela, ali kaj, ma ne moreš, da je človek, razmišlji po svoje, razumeš, in ona nekako straja na tem in ne vem kaj, skratka, sem imel velik konflikt s tem in je rekla, tako je, nema odnosov pred poroko in to si čist, mislim, meni se svet začel rušiti, veš. In potem me vabi na tehnične skupine, v cerkev protestantsko in tako naprej. Ma sem šel, samo vsaka 5 minut sem šel ven na cigarete, veš, pa prijem not, pa ven, pa not, pa ven, pa not, pa ven. Ampak kar me je res interesiralo je bilo to, da če njej ta Bog pomagal, ne, pol nekaj mora biti na tem, veš, ona je res drugačen človek, veš, ne samo da govori, to se zdaj vidi, veš. In se spomnim eni hišni skupini, ker na koncu hišne skupine mi je bila kar skoraj muka, no, ker tam skozi slavljenje, haleluja, samo o Bogu se govori, razumeš, pa dajmo, a veš, kakšno po domače reči, pa ne. Potem pastor Steve vzame kitaro v roke in začne haleluja peti in pravi, Matjaž, in tako 30 ljudi me gleda, a bi sprejel Jezusa v svoje srce? Ti ne vem, kako to zgleda, sprejeti Jezusa v svoje srce. Moben kaj, ki so že me gledali tam, razumeš, ki jih je bilo toliko, ne moram jih razočarati, razumeš, in spomnim, ja, so šli okoli mene, začeli nekaj moliti, neki čudne jezike so uporabljali, nekateri, ne vem, ne vsi, ampak pol roke polagali, tako mi je bilo vroče, stari, tekli z mene dole. In mi začne Steve, no, to je taka molitev, ne, jaz te sprejmem, Gospod, ti si kralj in ti si umrl za mene in vstal, da imaš tako življenje, ti me ljubiš, grešen sem, priznavam te stvari in tako naprej. In jaz to začnem govoriti. In nisem mislil, ne, ampak je bilo tako ene par procentov, kaj pa če? In nikoli pozabil je bilo konc te muke, one molitve, stari moje, grem jaz domov, ker je to bilo v Ljubljani, grem jaz v Koper in se spomnim, tam dam lupčka valjda na lička moji punci takrat, Magdaleni in neč grem, rečem čao, Steve mi dan, rekel, čakaj, imam neke kasete, ki jih imam full, neki Brownsville Revival, kaj sem, neke kasete, ki poje haleluja, mogoče ti bo všeč, pa eno Biblijo gidonsko, tako plavnijo. In jaz to vzamem, ok, čao, jaz grem, razumeš, v Stojenko staro, takrat še ni bilo avtoceste, sem do Postojne in se po Postojni pripeljem dol na regionalko in mi je bilo dolg cajt, radio mi nekaj tam, v Postojni nič ne dela, skratka, tam vedno neki šumi, skratka. In fliknem noter to kaseto in začne tam haleluja, neki pet, stari moj, kaj jaz nisem več mogel gledati, sem se mogel ustaviti. Sem šel dol z ceste, sem se ustavil in začel jokati in v enem trenutku se spomnim, sem sam začel tuliti, ko budala, prav srčno gorela v meni. In sem res priznaval greh za greh in tiste, ki jih nisem naredil in nekaj. In sem začel to, stari moj, po moje bi to kar svetem duhu, stari, ko sem začel pet nazaj, to isto, kar so oni peli. Jokat, priznavat, ljubim te, Jezus, haleluja. Skratka, jaz se spomnim, nikoli več nisem bil enak. Nikoli. Jaz sem šel do drugi dan na šiht v službo, no. In vem, da smo imeli neko oracijo in akcijo in se spomnim, da nisem mogoče udariti človeka, stari. To bando, katero sem lovil, te narkomane, stari. Kar naenkrat, stari, sem jih zagovarjal, pa molil, v uniformi na cesti z njimi. In potem smo kar naenkrat eno skupino vsak petek, jaz sem kar v uniformi prišel, sem pobral vse džanke v Piranu, sem jih pobral, sem jih peljal tam v prostor, jaz sem v uniformi igral kitaro, haleluja, in sem bral svetega pisma, molil za ljudi, eni so kinkali, drugi zadeti, pijani. Ampak glej, začeli smo tako in za ženo skupaj se ustvarila komuna potem za fante, za moške tukaj v Novi vasi, proti odvisnosti za alkohola, drog, pa tudi spletne te pornografije, marsikčesa. Tudi samo zaradi cigaret je en človek prišel k nam. Samo zaradi tega, ker ni mogel nehati kaditi. Skratka, in ne samo to, mi smo Evangelijski center Koper, cerkev,
tam okoli 50-60 ljudi, ki je dobilo upanje glih zaradi tega, zaradi ene narkomanke, ki je rekla ja. Bo. In ja, imam radost v srcu. Hvala. Sem Matjaž Horjak za Center Evangelij danes.